Merilni sistem površinskih tokov in valov je bil postavljen letos septembra. Smoter tega opazovalnega sistema je pa v prvi vrsti to, da zagotovimo našim pristojnim službam ustrezne informacije o tem, kakšni so tokovi v Tržaškem zalivu, kakšni so valovi v Tržaškem zalivu, zato da bi v primeru neljubih dogodkov ali pa nesreč na morju lahko boljše ali pa ustrezneje ukrepali. Tovrsten merilnik je sestavljen iz dveh komponent, iz oddajnika pa iz sprejemnika. Mi imamo recimo tukaj dve oddajni anteni, ki oddajata radijsko valovanje. To valovanje se potem odbije do sprejemnih anten in gre potem od sprejemnih anten skupaj s tistim iz oddajnih anten v naš računalnik, kjer se glede na razlike med sprejetim pa oddanim valovanjem zračuna, kakšni so bili tokovi pa valovi na površini v Tržaškem zalivu. Če mi poznamo površinske tokove in valove, lahko ob recimo nesreči, ob razlitju nafte, ob razlitju kakšnega drugega tovora v morsko okolje, bolj ustrezno povemo civilni zaščiti, na kakšen način se naj odzovejo, kam naj grejo, kako najučinkoviteje zamejijo tovrstno onesnaženje že na morju. Ker potem, ko enkrat pride na obalo, je pa to bistveno težje in bistveno dražje očistiti. Drug vidik je pa raziskovalni vidik. S temi merilniki mi prvič v zgodovini lahko merimo naenkrat površinsko tokovanje v celotnem polju. Se pravi, dobimo vtis o tem, kakšno je površinsko tokovanje in valovanje na nekem sorazmerno velikem področju v morju, in se na ta način lahko precej naučimo o fiziki oceana in o tem, kako se vodne mase premikajo. Kar vidimo trenutno na monitorju, je trenutna slika površinskih tokov v Tržaškem zalivu s to pripombo, da vidimo radialne tokove. Skratka, ker imamo mi naš merilnik v Piranu, naš merilnik lahko meri samo radialne komponente. Skratka, ne dobimo vtisa o tem, kakšna je dejansko cirkulacija v Tržaškem zalivu zdajle, dobimo pa meritve radialne komponente cirkulacije, se pravi tiste komponente cirkulacije, ki kaže proti antenam. Ko bomo pa enkrat vzpostavili zvezo tudi z italijanskimi kolegi, bomo pa dobili dejansko sliko tega, kako se pa dejansko zdaj vodne mase premikajo. Poenostavljeno gledano je cirkulacija v Jadranu taka, kot na nek način velja med ljudstvom. Ob hrvaški obali voda teče na sever, ob italijanski obali se potem vrača nazaj proti jugu. Seveda pa morate upoštevati, da gre pri tem za neko klimatsko sliko, skratka na dolgi skali v povprečju je cirkulacija res taka. Vmes imamo pa zelo veliko enih dogodkov, recimo burje, jugo in tako naprej, ki lokalno potem čisto spremenijo to cirkulacijo. Skratka, največji dosežek je bil premakniti kontejner, v katerem je merilni sistem in računalniki, na samo lokacijo, ker je to na piranskem klifu in je zato morala nam na pomoč priskočiti civilna zaščita in vojaški helikopter in so premaknili ta kontejner z vso opremo, ki je bila potrebna dejansko po zraku, ker je bila to edina možna pot.